Mirno, pozdrav! Mirno. Mirno, na mestu prosto. Živi nesino, da kodar sonce hodi, prepiri sveta mu pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Vrste gasilcev naj stopi vsak, da čuvamo ljudsko imitje. Požar nam sovražnike dinijo vsak, ko čuvamo naše imitje. Fantje, deklita, žene, možje, pridružijo si naj se čiti, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu nesreči. Zbrani smo v vrste, tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zbor vsi tovariši, na pomoč, na pomoč, na pomoč. Spoštovani, začenjamo slavnostno akademijo ob 20-letnici Gasilske zveze Medvode. Prosim predsednika Gasilske zveze Medvode Miha Šušteršiča za pozdravni nagovor. Spoštovani, vsi prisotni na slavnostni akademiji ob 20-letnici Gasilske zveze Medvode prav lepo pozdravljeni v mojem imenu ter v imenu Gasilske zveze Medvode. Še posebej med nami pozdravljam člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije ter predsednika regije Ljubljana 1, tovariša Franca Bradeška. Poveljnika civilne zaščite in župana občine Medvode, gospoda Nejca Smoleta. Organizirano gasilstvo v Medvodah ne obstaja le 20 let,
ampak je delovalo že prej z nastanki novih občin, pa združeni tudi druge in tudi na teh nivojih so bili naši člani pomembni člen humanitarne dejavnosti. Zato danes z velikim veseljem pozdravljam nekdanje vodstvo Mestne gasilske zveze Ljubljana in Občinske gasilske zveze Ljubljana Šiška, med katerimi so tudi dobitniki najvišjega gasilskega priznanja Matevža Haceta. Posebno pozdravljam tudi zadnja podpredsednika Občinske gasilske zveze Ljubljana Šiška iz našega sektorja, tovariša Avgusta Seška in tovariša Antona Šušteršiča. Prvega predsednika in prvega poveljnika Gasilske zveze Medvode, tovariša Rajka Jenka in tovariša Janeza Jenka. Častnega predsednika tovariša Franca Lovrinca. Vse predstavnike sosednjih gasilskih zvez. Med nami toplo pozdravljam tudi komandirja policijske postaje Medvode, gospoda Dejana Koširja. Člane občinske uprave in občinskega sveta občine Medvode. Predstavnike krajevnih in ostalih družbenih dejavnosti ter vse ostale prisotne. Večer je namenjen obujanju spominov ter praznovanju. Kljub temu so in bodo medvoški gasilci pripravljeni pomagati bližnjemu pomoč danes, jutri in tudi v bodoče. Želim vam lep večer in uživanje v programu, ki smo vam ga pripravili. Pozdravljam vas z gasilskim pozdravom Na pomoč. Zgodovina se rada ponavlja in tudi v medvoškem primeru je bilo tako. Gasilska zveza Medvode je namreč delovala že leta 1956. Ustanovili so jo delegati iz prostovoljnih gasilskih društev Zgornje Pirniče, Sora, Preska, Smlednik, Spodnje Pirniče in Zbilje, ter industrijskih gasilskih društev, tekstilne tovarne, celuloze, Donita, Slovenija lesa in Kolorja. Občinska gasilska zveza Medvode, tako se je takrat imenovala, je delovala, dokler se niso manjše občine združile v večje. Posledično se je leta 1963 tudi Medvoška gasilska zveza združila v Občinsko gasilsko zvezo Ljubljana Šiška. Po osamosvojitvi Slovenije je ponovno prišlo do reorganizacije občin, tokrat iz velikih na male. Medvode so zopet postale samostojna občina in na pobudo iniciativnega odbora se je 12. oktobra leta 1995 ponovno ustanovila Gasilska zveza Medvode. Na ustanovnem občnem zboru so sprejeli statut in izvedli volitve organe zveze, v katerih so enakopravno zastopana vsa prostovoljna gasilska društva na področju občine Medvode. Prva dva mandata je bil predsednik zveze Rajko Jenko, njegov naslednik je bil Franci Lovrinc, sedaj pa zvezo vodi Miha Šušteršič. Občinsko poveljstvo je prva leta vodil Janez Jenko, danes pa njegovo delo nadaljuje Franci Jarc mlajši. Gasilska zveza Medvode je v 20 letih vzpostavila po celotni občini Medvode učinkovito in dobro organizirano gasilsko službo, ki vse občane varuje pred naravnimi in tehničnimi nesrečami. Letos je zveza prejela tudi medaljo občine Medvode za vodenje zahtevne intervencije in pomoč pri odpravi nastale škode, ko je našo občino na začetku lanskega leta prizadel katastrofalen žledolom in konec leta še poplave. Naše delo, gasilsko delo, sčasoma postaja zelo interdisciplinarno, tako da tudi gasilsko izobraževanje se je nekako v zadnjem času spremenilo, tako da moramo biti nekako v osnovi vešči vsem zadevam, od gašenja požarov do črpanja vode, do žaganja, do reševanja ljudi. Dostikrat nas pokličajo tudi na pomoč reševalci, da jim gremo pomagati, tako da gasilci morajo praktično znati vse, mora biti na razpolago 24 ur na dan. Imamo pa to srečo, da gasilci, moji kolegi, tovariši so srčni ljudje in vejo, kako to izgleda, in zaenkrat se je nam uspelo še uspešno porazdeliti, tako da do sedaj nismo imeli nobene krize, kako se zorganizira, da ne bi mogli iti na pomoč sokrajanom. Bom, bim, bam, bom, bim, bam, bom, bim, bam,
bom, pa se sliš, pa se sliš, od svitka vida bom, od svitka bom, vida bom, od svitka bom, vida bom, pa se bom, sliš, pa se bom, sliš, od svitka vida bom, od svitka vida bom, 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 pa se sliš, pa se sliš, Zvonovi skozi stoletja nosijo različna sporočila. Zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, pa nas opozarja na nevarnost poplave, večji požar, radiološko in kemično nevarnost, nevarnost vojaškega napada in na druge nevarnosti. In ko zaslišimo sireno, nam je običajno ena prvih misli gasilci. 6 prostovoljnih gasilskih društev je vključenih v Gasilsko zvezo Medvode. Vsa društva in nekaj posameznikov je za svoje dolgoletno delovanje že prejelo plaketo ali medaljo občine Medvode. Najdaljšo tradicijo ima prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče. Leta 2011 je praznovalo 110 let delovanja. Tega leta je društvo štelo 144 aktivnih članov, več kot polovica njih operativnih gasilcev. Praznovanje pa je potekalo predvsem v pričakovanju. Zadnja leta je sigurno zaznamovala ta priprave za gradnjo doma, še prej pa ta investicija, ki je bila res kar zajetna za nakup zemljišča. Letos je 110 let delovanja praznovalo tudi prostovoljno gasilsko društvo Sora. Že 4 leta prej pa so zaokrožili zgodbo o 100-letnici starega gasilnega doma, ki ga je 2. julija 1911. leta blagoslovil takratni župnik Franc Seleški Finžgar. In to so storili s prikazom gašenja po starem, z brizgalno iz leta 1906, takrat najsodobnejšo opremo. Ja, ki je gorela popirnica v Goričanah, so stole pumpo 6 dni skozi gasizno. No? In to policija je pa, ali žandarji so pa ljudi skupaj spravljali, da so se menjali, ker zagon to je težko, ne? Ker to človek se zmučne ne more toliko. Ob 110-letnici imajo 3 vozila. Vozilo s cisterno, vozilo za gašenje gozdnih požarov in vozilo za prevoz moštva. 100 let delovanja je prostovoljno gasilsko društvo Preska Medvode praznovalo leta 2012, ko je med drugim dobilo tudi novo namensko vozilo za prevoz orodja in opreme, večjega števila poplavnih črpalk. Najbolj ponosen sem na to, ker je prej bil star gasilski dom, stolp je bil lesen, strop je bil lesen, vse je bilo lesen, to je malo manjka, da se ni porušila, ne. No in potem sem bil vesel, ko smo prvič širili to zadevo, zidali pa rihtali, potem je bilo pa tehnike skozi več, ljudje so nas podpirali, sem pa bil zadovoljen, smo spet začeli delati, ne.
Prostovoljno gasilsko društvo Smlednik je bilo formalno ustanovljeno že leta 1914. Zaradi grozot Prve svetovne vojne pa je z delom dejansko začelo šele leta 1921. Tako da so pred dobrimi 4 leti praznovali 90 let delovanja. Mi pravimo, tam je gasilski dom, so plavce. In plavčani, seveda, smo se zmeraj otroci hajali tam okrog doma, smo se malo podili, potem seveda so starejši rekli, fantje, zdaj te pa še malo motorko spucali, pa malo dom pomedli, pa tako naprej, in to se je kar prijel. Mi smo bili pa veseli, zato smo že kar malo okoli mašin hodili, ne? In to je bo za nas lep trenutek. No, potem je pa leta 1949 pač prišlo, da je pri nas vse pogorelo. Takrat sem se pa zavedno odločil, da bom gasilec. Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče za Vrh je bilo ustanovljeno leta 1922 po odcepitvi od prej enotnega pirniškega gasilskega društva. Prvi dom so zgradili leto dni kasneje, drugega leta 1982, želja pa je umakniti se od prometne ceste in dobiti prostor za vadbo. Vsi moji predniki so bili stari, starši in vsi gasilci, tako da je to, ne vem, čisto normalno, da sem tudi jaz gasilc in sem vesel, da sem gasilc, sem ponosen na to, da sem gasilc, ker s tem delamo neka dobra dela, pomagamo ljudem in to je lepo in v redu. Najkrajšo tradicijo ima Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje. Letos praznuje 60 let in krona praznovanja je prav gotovo ponovni naslov olimpijskih podprvakinj, ki ga je dosegla ekipa mladink in ga dodala k naslovu prvakinj iz leta 2009 in podprvakinj iz leta 2011. Pri gasilcih je čez noč samo ogenj. Vse ostale stvari pa treba trdo pregarati in veliko delati, tako na izobraževanju, kakor tudi na gasilsko-športnem tekmovalnem področju. Kar čuvari domov in čuvari gozdov, kmalu zaprisežen gasilski rod bo nov, pred ognjem nesreča bo z nami se stvarjan, ki nas sem gasilcem dobro je poznan. Bila sva mlada oba, ko preko mosta sva šla. Maj je dehtel in mak je cvetel, jaz pa od sreče v svet bit lovil. Se še spominjaš nazaj, daleč je že tisti maj. Leta minula so siva sva že, jaz pa spominjam se še, ko v mraku zrem vodo, vidim leta, ki tako. Mladost je za nama, že bliža se. Noč, bila sva mlada oba, ko preko mosta sva šla. Zdaj pa vrh teče, mi stiskaš roko, vendar je obema lepo. Vendar je obema lepo. Bila sva mlada oba, ko preko mosta sva šla. V mostovih je simbolika. So vez med levim in desnim bregom. Simbol sodelovanja in znamenje za vir življenja, ki teče pod njim. Za reke, potoke, studence, za vodo. In ja, v našem primeru so mostovi tudi simbol za poplavno ogroženost. Prav pomoč ljudem v poplavah
Leto dni nazaj je bila krstna naloga za župana občine Medvode Nejca Smoleta, ki je v težkih razmerah prevzel funkcijo poveljnika civilne zaščite. Že večkrat doslej je priznal, da si je ne predstavlja brez vodilne vloge medvoških gasilcev. Prosim gospoda župana za nekaj besed. Spoštovani zbrani, cenjeni gostje, dragi sodelavci gasilci, predstavniki političnega in družbenega življenja, dragi občani. Ob praznovanju 20. obletnice ustanovitve Gasilske zveze Medvode je kot ponavadi o praznovanjih možnost, da se nekoliko ustavimo. Ne bom pogledoval predaleč nazaj, niti sanje o prihodnosti. Ob tej priliki bi se želel pomuditi pri razumevanju javnosti, kadar govorimo o pojmu prostovoljnega gasilstva, ki ima tudi v naši občini več kot 100-letno tradicijo. Trije pojmi so, ki jih sam neločljivo povezujem z besedno zvezo prostovoljni gasilec, gasilstvo. Prvo je zaupanje. Najprej zaupanje javnosti, ljudi, skupnosti, ki ga imamo v tiste izmed nas, ki so pripravljeni del svojega prostega časa nameniti drugim in jim vedno priskočiti na pomoč. Na to popolno zaupanje, ki mora biti prisotno med tovariši gasilci, saj v vsakem nevarnem posredovanju na nek način predajajo svoje življenje v roke ostalim sodelavcem. Solidarnost. Biti pripravljen zapustiti svoje trenutno delo vsak hip, ker tvoj bližnji potrebuje pomoč. Mar obstaja kaj še bolj nesebičnega, kar naj bi bilo bolj in bolj obče človeško priznano kot temelj dobrega? Ceni svojega bližnjega kakor samega sebe je eno izmed temeljnih vodil naše civilizacije. In vprašujem vse, kje je to bolj vidno kot ravno pri vas, gasilcih? Ko se podajate v trdo temo, mrzlo vodo ali vroč ogenj, za neznanca. Pomoč bližnjemu, ne glede na njegov položaj, na njegovo prepričanje, takšno ali drugačno pripadnost. Spoštovani, brez pretirane patetike in olepševanja za voljo praznika samega si upam reči, da ste gasilci, gasilska društva in gasilska zveza. Mnogokdaj že skoraj da otok, kjer je vrednostni sistem ostal nedotaknjen iz časov, ko so naši dedje in pradedje postavljali prva društva ognju v bran. In iskreno vam in vsem nam želim, da bi tako uspešno in plemenito poslanstvo nadaljevali še mnoga leta. Hvala vam. Hvala gospodu županu za ta nagovor. Sedaj pa prosim, da se mi pridružijo predsednik Gasilske zveze Medvode Miha Šuštaršič, poveljnik Franci Jarc in tajnica Mateja Zadnikar, da podelimo zahvale Gasilske zveze Medvode za pomoč pri razvoju gasilstva. Zahvalo prejme Boštjan Gortner. Zahvalo prejme Primož Šuštaršič. Zahvalo prejme Miha Vovk. Zahvalo prejme Anton Brezarič. Prav tako zahvalo prejme Klemen Zadravec. Zahvala tudi Simonu Golobu. Samo Golob, se opravičujem.
Zahvala tudi Tomažu Plešcu. Zahvalo prejme tudi Stanko Kopač. Zahvalo prejme Ivan Nerer. Zahvalo prejme tudi Franc Zadnikar. Zahvalo prejme Miha Jenko. Zahvalo prejme tudi Klemen Kralj. Dobitnik zahvale je tudi Mitja Košir. Zahvalo prejme Franci Vehovec. Zahvala tudi Anžetu Šilerju. Zahvalo prejme tudi Dominik Zavrl. Zahvala tudi Bojanu Roglju. Zahvalo prejme tudi Damir Gaber. Zahvala tudi Igorju Sešku. Zahvalo prejme tudi Franci Jeraj. Zahvalo prejme Andrej Šušteršič. Zahvalo prejme Franc Radoha. Zahvala tudi Jasmini Notar. Zahvalo prejme Dominik Bradeško. Zahvalo prejme Simon Hribernik. Zahvalo prejme tudi Janez Kajzer. Zahvala tudi Boštjanu Kobetu. Zahvala pa tudi Mateji Zadnikar. Zahvalo prejme tudi Peter Lampič. Zahvala tudi Primožu Šušteršiču. Še en aplavz za vse dobitnike zahval. Hvala vsem in zahvala vsem. Sedaj pa nam bodo učenci osnovne šole Pirniče
V naslednjih minutah nas bodo opozorili na to, da smo lahko starejši dober zgled mlajšim. Koliko imam domače naloge, spet jo bom delal cel popoldan. Pa najavno je, no, raj mi povej, če si že gledal Milijone. Ne še, me mami noče peljati v kino. A res, a kaj? Mi smo šli pa že takoj na premiero. To je pa tako dober film, da dol padeš. Začne se, ko? O, kaj pa je to? Pa glej, gasilci so. Kakšne nobel uniforme imajo, pa značke. Ko bi bil jaz enkrat gasilec, to bi bilo imenitno, kot gasilec Samo. Le kako bi se jim pridružil? To pa sploh ni problem. Pridi k nam v soboto na vaje, pa bomo videli, če si iz pravega testa. Hvala, gospod gasilec, hvala. Zagotovo pridem. Pojdiva že, no. Hvala, gospod gasilec, hvala. Z veseljem, Fatič. Saj zato pa smo gasilci, da pomagamo. Res bom gasilec. Ali si predstavljaš, da gori šola? Privihrapim z gasilskim avtom, ki je najlepši na svetu. Na glavi bom imel svetlo čelado in bil oblečen v gasilsko obleko. Iz najvišje učilnice bom rešil učiteljico za matematiko in postal bom junak naše šole. Pa Mihec, no ne fantaziraj. Saj si šele v drugem razredu. Veš, koliko se boš moral še naučiti, da boš lahko postal gasilec. Res bom gasilec. Pri Mihcu doma. Sem gasilec mlad, ki vsem pomaga rad. Če ki ogenj zapleni, sem tam na 1, 2, 3. Če lado dam na glavo, se poženem dol čez travo, potle pa vodo vlijem v posodo, da ogenj pogasim, da ga do konca ukrotim. Saj jaz sem korenjak, gasilec star ne mora biti vsak. Ja, Mihec, kaj pa je s tabo? Ja, kakšen nered je pa to? Kdo pa to pospravil? Postal sem gasilec, pomagal bom ljudem in živalim, ter jih reševal. To je lepo, če želiš biti gasilec. Potem se pa raje vpiši na gasilske vaje, da te spravijo v red, ker tukaj ne boš delal več takšen gasilski nered. Saj bo, mami, obljubim, bom vse pa spravil. V dnevni sobi. A ti, zakaj bencin gori, voda pa ne? Saj res, zakaj? A ti? Prosim, Mihec. Zakaj vrabec lahko sedi na električni žici, jaz se pa ne smem niti dotakniti? Vrabec se ne dotika zemlje, ti pa se je. Vidiš, zato. A ti? Pa daj no, Mihec, kaj ne vidiš, da z očem gleda fuzbal? A ti? Prosim, Mihec. Zakaj ti ne zgoriš, ko imaš prižgalo cigareto in se ti kadi iz ust? Veš, iz cigarete vlečemo samo dim in ima to grda črna pljuča. Glej, da se tudi ti ne boš navadil kaditi. A ne bom, nočem biti črn od znotraj. Dobro, zaradi dima ni še nihče zgorel, do požara pa bi res lahko prišlo zaradi cigaretov. Glej, tu na koncu živi ogenj, saj je bil hipo zgorela, če je prišlo v stik s papirjem. Joj! Na vsem lepem boste zgorela še odeja in vzglavnik, če se Ati ne bo odvadil kaditi v posteli. Naslednje jutro. Dobro jutro, Mihec. Kaj pa ti že tako zgodaj po konci? Ponavadi ob nedeljah ostane zadnji. Dobro jutro, Ati. Sem enkrat za spremembo že malo prej vstal. Kaj pa ima za hrbtom? Nekaj. Ati, ali danes ne boš kadil v posteli? Zakaj sprašuješ, sine? Veš, če boš kadil v posteli, imam tu kozarcu vodo. Če se bo postelja po naključju vnela, da jo bom palil, da ne bosta zgorela še ti in mami.
dobro poznate slovensko popevko in besedilo prej slišane skladbe Poletna noč v izvedbi kvarteta klarinetov godbe Medvode, ste si morda v mislih zapeli del besedila. Pridi kdaj k meni, z ognjem v očeh. Simbolika ognja je neizmerna in pregovorov na njegov račun ogromno. In meni najljubši, najtežje je pogasiti ogenj ljubezni. In še enega slikovitega sem našla v zakladnici. Ogenj in voda dobro služita, a slabo gospodarita. In kako je, če vendarle zagospodarita v naši občini, najbolje veste prav vi, gasilci. Številnim gre zahvala za sodelovanje. Prosim, da se mi ponovno pridružijo podeljevalci, da podelimo zahvale za pomoč pri razvoju gasilstva še naslednjim posameznikom. Zahvalo prejme Jože Šiler. Ponovno prosim prejemnike zahval, da ostanejo tukaj na odru, da naredimo fotografijo. Zahvalo prejme tudi Vid Longar. Zahvalo prejme Leopold Knez, ki se je opravičil, in pa Saša Cigler, ki ga danes prav tako žal ni z nami. Zahvalo prejme Andrej Čarman. Zahvalo prejme tudi Anton Strojan. Zahvalo prejme Franci Šiler. Prejemniki zahval so tudi Tadeja Kovaljev, Stane Zorman in Janko Šetina, ki so danes opravičeni udeležbe. Zahvalo prejme tudi Avgust Sešek. Zahvalo prejme Anton Šušteršič. Zahvalo prejme tudi Franci Lavrinc. Zahvalo prejme tudi Janez Jenko. Zahvalo prejme Mira Bergant. Zahvalo prejme tudi Rajko Jenko. Zahvala tudi Nejcu Smoletu. Zahvalo prejme Franci Jarc.
Zahvalo pa prejme tudi Miha Šušteršič. Še enkrat čestitke vsem prejemnikom, sedaj pa za nagovor prosim Franca Bradeška, člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Spoštovani gospod župan, vodstvo Gasilske zveze Medvode, sedanje to aktualno, kot tudi vsi tisti, ki ste v preteklosti kovali temelje za današnje gasilstvo v Medvodah. In to gasilstvo je res pomembno. Če pogledamo današnji svečan sprejem zunaj, res je lep odraz aktivnosti gasilcev iz tega območja. Prav tako vaše zavzemanje aktivnosti in učinkovitost na intervencijah in pa seveda ne moremo tudi mimo tekmovalnih uspehov, ki jih vaše ekipe dosegajo doma in pa tudi po svetu. Mislim, da res lepo predstavljajo ta kraj, to občino, ki danes praznuje svoj lep praznik, ki seveda predstavlja le del vašega početja, niti 20% ni oblika tega druženja, ki ga sedaj predstavljate, vendar mislim, da je nekako tisto območje združeno skupaj, ki vas res najbolj povezuje glede nevarnosti, glede sodelovanja med vasmi in seveda med društvi. Gasilska zveza Slovenije in tudi regija Ljubljana 1, katero danes zastopam, vas pri tem podpira, zahvaljuje se vam za vaše sodelovanje, ki moramo reči, da je res izjemno. Skupaj z regijo mislim, da predstavljamo tisti najpomembnejši del gasilstva v Sloveniji in seveda želimo si, da bo tudi v bodoče tako. Skoraj si ne znam predstavljati, kako boste še ob takem napredku praznovali 30-letnico, 40-50-letnico vaše zveze. Mislim, da ste že s to današnjo presegli marsikoga in marsikatero prireditev tudi na višjem in širšem območju. Želim vam uspešno delo tudi vnaprej, da bi to, kar počnete, še naprej počeli z veseljem, z mislijo v srcu, da je res, tako kot pravijo otroci, najboljše pomagati sočloveku, kadar pomoč potrebuje. Hvala lepa in z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala za te besede, sedaj pa prosim podeljevalce, da se mi ponovno pridružijo tukaj na odru, da podelimo zahvale za uspešno sodelovanje. Zahvalo prejme prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče za vrh. Zahvalo prejme tudi prostovoljno gasilsko društvo Zbilje. Zahvala tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu Smlednik. Zahvalo prejme prostovoljno gasilsko društvo Sora. Zahvalo prejme tudi prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče. Zahvala tudi prostovoljnemu gasilskemu društvu Preska Medvode. Zahvalo prejme televizija Medvode. Zahvalo prejme tudi policijska postaja Medvode.
Zahvalo prejme Gasilska zveza Dolomiti. Zahvala tudi Gasilski zvezi Škofja Loka. Zahvala gre tudi Gasilski zvezi Ljubljana. Zahvala Gasilski zvezi Vodice. Zahvalo prejme regija Ljubljana 1. Zahvala tudi Gasilski zvezi Slovenije. Zahvalo prejme občina Medvode. Kot smo danes že ugotovili, medvoško je biti gasilec, sedaj pa sledi razplet dogajanja na osnovni šoli Pirniče. Ali ste slišali, da je bil včeraj v tovarni požar? Škoda, da sem zamudil. Jaz sem pa ravno včeraj slišal en vic o gasilcih. Gasilec na lestvi, gospa na balkonu, spodaj razpeta plahta. No, gospa, ji reče, sedaj pa stisnite zobe in me primite za roko in se bova spustila po lestvi. O, potem moram pa nazaj v stanovanje, zobe imam namreč v kopalnici. Daj dober. Jaz sem slišala enega o prostovoljnih prispevkih. Dva gasilca pobirata prostovoljne prispevke za nov gasilski avto. Pridete do hiše dveh upokojencev. Na to pa eden od gasilcev vpraša moža na vratih. Gospod, ali boste kaj dali za nov gasilski avto? Mož pa vpraša ženo v kuhinji. Ej, Mica, ali boš kaj dala za nov avto? Žena pa mu odgovori. Ne dam nič, mu reče. Prejšnje leto sem dala za mrliški voz, pa se nisem niti enkrat peljala z njim. Še enega vem. Na sodišču pravi sodnik. Obtoženi ste, da ste požgali gospodarsko postopje. Ali imate kakšno olajševalno okoliščino v vaš zagovor? Obtoženi odgovori. Gospod sodnik, upoštevajte, da so me že gasilci pretepli kot bika. Ste tega že slišali? V šoli ugotovi učitelj, da Janeska ni pri pouku. Kje pa je? Vpraša učence. Pri gasilcih odgovorijo. Kaj pa dela tam? Šprica. Ko bom pa jaz naslednjič manjkal, pa lahko zagotovo to rečete zame. Saj bo tudi res, postal bom gasilec. Ti pa gasilec, ne verjamem. Glede na to, da se še mene bojiš, kaj se boš še do požara? Boš že videl. Peter ima prav. Danes pa vsi tičite skupaj in se nič ne igrate. Le kako to? Pogovarjamo se o včerajšnjem požaru in gasilcih. Super, pa se še skupaj pogovarjamo o tem. Mi zna kdo povedati, kako pride do požara? Peter, ti nam povej. No, le spomni se, saj si bil tudi ti včeraj zraven, kaj ne? Ja, bil. Že vem, kako pride do požara. Do požara pride, ko pridejo gasilci. Ti naš Peter. Otroci, pride spet kdo zine kakšno Petrovo, vam bom raje kar sama povedala. Do požara največkrat pride zaradi človeške nepazljivosti. Premalo skrbimo za varnost pred požarom in šele ko zagori se zavemo, kako zelo smo bili malomarni. Do požara velikokrat pride tudi zaradi takih otrok, kot ste vi. Igrajo se z žigalicami. Otroci zelo radi kurijo papir in suho travo, spomladi in jeseni, potem pa veter zapiha in požar je tu. Celi gozdovi so že pogoreli zaradi tega. Peter, ali me poslušaš? Ja, seveda. Potem mi pa povej, kaj sem sedaj povedala.
Povedali ste, da se lahko samo odrasli igrajo z vžigalicami in kurijo gozdove. Jasno. Povedali ste, da do ognja največkrat pride zaradi človeške nepazljivosti in tudi zaradi nas otrok, ki se igramo z vžigalicami, kurimo papir in tako dalje. Vem pa tudi, da moramo biti previdni pri uporabljanju elektrike. Cel blok lahko zgori, če nismo dovolj previdni pri uporabljanju plina. Bencina in nafte pa ne moremo pogasiti z vodo, kadar začneta goreti. Pohvaljen, Mihec! Ja, odkot pa vse to veš? Postal bom gasilec, nosil bom svetlo čelado in lahko se bom peljal z gasilskim avtom, ki ima modro lučko in sireno, ki zavija. Wow, Mihec, še kaj nam povej? Ja, povej nam še kaj. Gasilec moj, plesala rada bi s teboj, se k tebi stisnila močno, da nič jasno ti ne bo. Gasilec moj, oj, nikar za šankom več ne stoj, saj srček moj gori, ker tebe si želi. Je sladek kot bombonček in komaj čakam, da se zopet vidiva, ko me pogleda, meni ogenj zagori in le on lahko ga pogasi. Gasilec moj, plesala rada bi s teboj, se k tebi stisnila močno, da nič jasno ti ne bo. Gasilec moj, oj, nikar za šankom več ne stoj, saj srček moj gori, ker tebe si želi. Tako, prišli smo skoraj do konca današnjega slovesnega večera. Sedaj pa prosim predsednika Gasilske zveze Medvode, da se mi pridruži na odru, da podelimo še zahvale vsem, ki so sodelovali pri programu za ta večer. Najprej seveda zahvala vsem govornikom, nato pa zahvala pevki Agati Malovrh, še en aplavz, prosim. Zahvala tudi vokalni skupini Sorške Kresnice. Zahvala godbi Medvode in kvartetu klarinetov. Zahvala osnovni šoli Pirniče in mentorici Ani Mohorič. Zahvala pa tudi TV Medvode za projekcije in scenarij. Zaključujemo pa zgodbo Medvode.